Kaj pa dol Mercedes-Benzu, da imajo še vedno cojones narediti en takšen majhen enoprostornik. Saj veste, ti so praktično izumrli od prihoda križancev. No pa še nekaj so ugotovili, da ne rabi biti napihnjen kot kakšna žaba, lahko je čisto kombi limuzinski. No in zato je novi B zelo podoben A-ju, samo malce višji je, še vedno pa zelo širok, malce agresiven in brez kakšnih ostrih linij, predvsem eleganten. Količnik zračnega upora je samo 0,24, kar je manj kot pri katerem koli drugem majhnem enoprostorniku. No in v tej barvi pa s paketom AMG Line izgleda še hudko popr. Enoprostornik sem rekel, ne? Čeprav ponuja več prostora kot A, prtljažnik recimo ima 85 litrov več, je to še vedno recimo manj od Civicovega. Manjkajo kakšne pametne prtljažne rešitve. Ok, naslonjalo se da razdeliti v razmerju 40-20-40, kar je sicer fajn, ampak se mi zdi, da so bistveno več pozornosti kot prostornosti dali izgledu. Je očitno, a ne? Vse skupaj je zelo podobno A-ju, vse deluje ultramoderno in s temi zračniki tudi malce ekstravagantno. Edine razlike so v bistvu v tem delu armaturne plošče in pa tukaj le pri vratih. Pa sedi se 9 cm više kot v A-ju. Logično, je pa počutje zelo podobno. No, sam bi izbral sicer dvobarvno armaturno ploščo, da ni tako temno depresivna. Zunaj ima cel kup kamer, tudi tukaj le zgoraj, da vam kaže sliko, ko stojite na semaforju. 3 radarji in stereo kamera spremljajo promet 150 metrov pred avtom. Po mojem ste tukaj notri podobno varni kot v razredu E. Ko kupim enoprostornik, bom, kar se vožnje tiče, zahteval v bistvu samo eno stvar – udobje. Pa sem ga dobil. Preden odgovorim na to vprašanje, naj povem, da ima takole opremljen novi razred B prilagodljivo vzmetenje, zato se večino časa vozim kar v načinu komfort. Blažilniki so krasno nastavljeni. Ima pa tale B tudi 19-palčna platišča. Zdaj lahko odgovorim na tisto vprašanje o udobju. Ni ga. Kolikor se podvozje trudi ravnati, gube na cesti, kolesa vse skupaj pokvarijo. Na luknjah dosti poka in trese mojo rit, zato si naredite uslugo in izberite največ 18-palčna platišča, ki pridejo itak serijsko s paketom AMG Line. Občutek na volanu je zelo mercedevsko zadušen, predvsem ni tako zelo natančen, za kakšen centimeter ali pa dva lahko premikam volan, pa se nič ne zgodi. Ampak to je vse namenoma. Vedo, da so njihove stranke drugačne od tistih, ki kupujejo BMW-je. Motor v temle je najmočnejši dizel z oznako 220D, torej dvolitrski s 140 kW oziroma 190 konji. Ne potrebujete toliko moči. Ok, vse je fajn, pospešek do 100 je samo 7 sekund in brni dovolj prijetno, da boste koga nahecali, da prede benciner, predvsem pri visokih vrtljajih. Sam bi raje pogledal za 200D, čeprav smo včasih rekli, da je bistveno bolj glasen, no poraba pa tudi tukaj ni velika, okrog 7 litrov. In pri dizlih ročnega menjalnika sploh ni več, tako da ste obsojeni na tega 8-stopenjskega. Obsojeni sem rekel, kot da bi bilo kaj hudega. Menjalnik je odličen in eden prvih s toliko prestavami pri dvojni sklopki. Nimam kaj reči. Zelo dober je, predvsem pa bistveno lepši kot prejšnji. O ceni pa sploh ne bom razglabljal, saj ste videli, da stane 54 jurjev. In kljub temu, da je še kar prostoren, v tem primeru ne kupujete, ne plačujete prostornosti. Kaj pa? Ja, to pa vi veste.